10krat na minuto, ampak avtomatsko poteka. Je pa pomembno predvsem to, da ta proces lahko tako izvežbamo in navadimo, da ga lahko uporabimo in izkoristimo kot metodo za obvladovanje stresa. Tega se pa premalo zavedamo. Dihanje je mehanski proces, pomeni, da vdihnemo največ volumna zraka za najmanj energije. K temu težimo. Vdihnemo vedno skozi nos, pri tem nam pomagajo mišice prsnega koša ali pa trebušna prepona, temu rečemo tudi abdominalno dihanje. Izdih je ponavadi pasiven. Večji problem kot pri vdihu imamo vedno pri izdihu. Ne izdihujemo in ker v pljučih vedno ostaja, rečemo, stari zrak, zaradi tega ne prihaja sveži v pljuča in, bi rekla po domače, vegetiramo oziroma predihavamo samo vršičke pljuč. Še nekaj je pomembno. Vsaka čustvena reakcija, napetosti, obremenitve vplivajo na dihanju. Najprej se pojavijo na dihanju. Poznamo tudi iz literature, dih mi je zastal, tako sem se ustrašil. Zato je zelo pomembno, da začnemo razmišljati o dihanju in da preko dneva tudi kdaj se temu posvetimo in tudi kvalitetneje vdihnemo in kvalitetneje izdihnemo. Kvaliteta dihanja je odvisna od zdravega respiratornega aparata, seveda cirkulatornega, lokomotornega, če imamo zlomljena rebra, da jih ni fajn, ne bomo fajn dihali, položaj telesa, da je pokončen, in pa naše stanje, naša čustvena reakcija, kakšni smo, ali smo v strahu sproščeni. Tretji element, ki je pri gibanju, dihanju pomemben, je sprostitev. Sprostitev ali relaksacija. Če bi zdaj mogli povedati vsak po svoje, kaj za koga relaksacija bi bilo čist, bi dobili čist različne rezultate. Vsak doma svojo sprostitev, en ob kavici, drugi ob cigareto, en se masira, tretji spi. In relaksacija sem nekje zasledila v starem latinskem slovarju. Relaksacija pomeni osvoboditev zapornika. To pomeni, da je to veliko več. To ni samo ena stvar, Kaj vse doživlja zapornik, ko prije iz zapora, Popolnoma prost je. Lahko vzame, kaj hoče, dela, kaj hoče. Pomembno je poudariti, da sproščen človek diha enakomerno, diha s trebušno prepono, to vemo, da dihajo tudi športniki, in diha samodejno. Strokovno rečemo, ko se širimo, ekstenzija je vdih, ko se krčimo, je izdih. To bomo kasneje tudi praktično poskusili. Da je človek sproščen, težimo povsod, ker ima več energije, ker je bolj strpen, ker je bolj organiziran v svojem delovanju in diha enakomerno. Nasvet, če se znajdete v konfliktni situaciji, se borite s časom, obveznosti, imate povišan krvni tlak, nemudoma izvedite dihalno vajo in se umirite. Tudi to veste, ko smo na nekoga jezni, rečemo najprej vdihni in potem odgovori. Mogoče pomen vegetativnega živčnega sistema. Živčevja, to je samodejno živčevje, simpatično, parasimpatično. Simpatično je pod vplivom adrenalina, tu gre za hitre gibe, za neusklajenost dostikrat. Parasimpatični pa so počasni, uglajeni gibi in to parasimpatično ugodno deluje na naše srce, na ritem srca in pa tudi na krvni tlak in težimo k temu, da vedno bolj dražimo to parasimpatično živčevje, tega dražimo z trebušnim dihanjem in deluje sproščujoče. Stres tesnoba, srčni utrip se dvigne, tako smo prej rekli pri gibanju, pritisk se dvigne, mišice so dobro prekrvavljene, začnemo hitreje dihati, to se pravi, stres pošlje naše telo v neko posebno stanje in vedno smo napeti. Ta napetost je dobrodošla, ko je kratkotrajna, kadar pa dolgo traja, pa deluje škodljivo in se moramo boriti proti temu, da ne deluje stres predolgo na naš organizem. Pomoč smo že povedali. Še pomembno je nesproščen človek, da poudarim. Diha s prsnim košem, skrajšanema vratne mišice, zakrčenema mišice hrbta, dvignjenama ramena, diha plitko, zadržuje izdih, dihanje enakomerno in vsi to vidimo na njegovi drži. To se pravi, organizem sam reagira na nesproščenost.
in potem se pojavijo glavoboli, bolečine v hrbtenici in tako naprej. Nesproščenost povzroči tudi kratko sapo, nemir, vrtoglavost, to so že višje stopnje, tresenje, potenje, oblivanje vročine, mraza, strah pred smrtjo, bolečine v prsih, slabost, bolečine v trebuhu. To je že ko ta nesproščenost, tesnoba napreduje. Da ni samo aerobna vadba tista, ki pomaga našemu organizmu, kažejo številne novejše raziskave in v sodobnem času se posvečamo tudi miselno-telesni vadbi oziroma ozaveščeni vadbi. Tu gre za usklajenost ritma dihanja z gibanjem in, kot sem že prej povedala, težimo k temu, da pride do minimalne količine porabljene energije, ko vdihnemo. To se pravi, se po domače šparamo in imamo energijo na razpolago za druge stvari. To vadbo bomo potem malo poskusili. Ta vadba ima psihološke koristi, zelo je namenjena obvladovanju stresa, izvajanje je manj intenzivno, kot pa so klasične vaje. Zavedamo se, da duša in telo nista več ločena sistema. Pri tej vadbi se je treba osredotočiti na dihanje, pravilno bomo imeli anatomski položaj, ko bomo to izvajali. Izogibamo se tudi tekmovalnosti, ampak poskušamo v tej vadbi uživati. Praktična izvedba, ko bomo vdihnili, se bomo širili navzgor, ko bomo izdihnili, se bomo krčili ali, če povem, na žogi ali vreči, ko je odprta, je polna, ko se stisne, je prazna. In za konec, katera vadba je prava, ali fitness, ali karkoli. Prava je tista vadba, ki bo nam dobro dela, ki jo bomo izvajali, ki ne bo pretežka. Če je vadba pretežka, je sigurno, da bomo z veseljem izvajali, jo bomo opustili. In pa seveda takšna, da bo vključena v naš vsakdanji življenjski slog. Da vzamemo na mesto lifta stopnice, da parkiramo en parking nazaj, gremo peš, da vklopimo vsako minuto gibanja v naš stil življenja.